Obisk je minil v prijateljskem vzdušju. Izmenjali smo si veliko informacij glede reorganizacije obrambnega sistema in transformacije njihove vojske in naše vojske. Mislim, da informacije, ki jih je dobil od nas, so bile mu veliko korist tudi za razvoj njihove vojske naprej. Tudi mi pa lahko uporabimo kar nekaj njihovih rešitev, ki so jih naredili v preteklosti. Oni so se s finančno krizo srečali 4 leta pred nami in so našli 4 leta pred nami podobne rešitve, kot jih imamo danes mi. Torej, ne samo, da je minil v prijateljskem vzdušju in da je bil tisti formalni obisk, ki ga imamo na letni ravni, minil tudi v zelo konstruktivnem in profesionalnem vzdušju in z mnogo dobrimi rešitvami. Transformacija Slovenske vojske v sklopu reforme obrambnega sistema je v zaključni fazi. Jaz z izdelki sem zadovoljen, tisto, kar je pripravil štab. Gremo predvsem v občutno povečanje učinkovitosti na poveljniški strukturi, torej želimo večjo vertikalno učinkovitost in zmanjšanje poveljniške strukture kot take in verjamem, da bomo dosegli pozitivne rezultate. Veseli me, da je tudi izkušnja od latvijskega kolega bila podobna, torej so se lotili izzivov na podoben način in jaz verjamem, da bomo drugo leto lahko videli bolj učinkovito in manj birokratsko Slovensko vojsko. Pomeni predvsem zmanjšanje praznih poveljstev oziroma tistih birokratskih poveljstev, ki so bila poveljstva na papirju, ohranjanje operativnega dela, torej tistih, ki operativno pripomorejo k zmogljivostim in združevanje teh poveljstev v višja poveljstva brigade, bodoče polke in v generalštab. Torej, bolj učinkovita vertikalna struktura, zadrževanje pa predvsem operativnega dela vojske in zadrževanje tistih, ki daje na koncu zmogljivost. Mi že dalj časa se ukvarjamo z racionalizacijo. Mislim, da uspehe, ki smo dosegli na tem področju, so zavidanja vredni vsej v vojski. Poskušamo najbolj optimalno delovati in tudi ta transformacija, ki mi predlagamo, bo pomenila manjše stroške. Torej, mi skrbimo, da ohranimo obstoječe število slovenske vojske na številu, kot je danes. In to je tudi izkušnja iz Latvije. Torej, z notranjo reorganizacijo so dosegli, da so maso plač znižali na ustrezno število, s tem, da so zadržali zmogljivosti.